Prej ocena tega, kar se je zgodilo prvi dan slovenske reprezentance na prvenstvu? Nič. Zgodilo se nam je to, kar se vedno lahko zgodi pri taki ekipi, da smo hitro prejeli zadetek 2 in potem nam je bilo res težko v prvem polčasu. Španci so dobili še dodatno psihološko moč, mi smo tukaj padali in moram reči, da je prvi polčas res bil težek in ni nam bilo lahko v polčasu. Koliko vas je zdi, da je zadetek padel res zelo hitro? Ja, sej to se nam je že kdaj zgodilo in vemo, da je to res najhujša stvar, ki se lahko na taki tekmi zgodi. To se nam je zgodilo in to je pol pripeljalo do tega, da se enostavno prvi polčas nismo mogli pobrati. Pritisk mogoče? Pa ja, sigurno, bom rekel, polna dvorana, niso to igralci navajeni, moram reči, da se zahvaljujem publiki, ni popuščala, hvala jim res in težko nam je zdaj, res nam je težko in prosil bi jih, da nas pridejo spet podpreti. Ni pa verjetno še konec možnosti, ne? 2 gesta naprej? Ne, mi smo se tega zavedali, da so druge 2 tekme bolj pomembne. Seveda smo šli 100% motivacijo tudi danes, ampak zgodilo se naj, kar se je v prvem polčasu in nimam kaj. Čestitam fantom, da se nismo razpadali drug polčas, da so pokazali, da prihajajo boljši trenutki za to reprezentanco. Tudi ta gol, čeprav je častni, kar velik verjetno za naprej pomeni, kar se tiče samozavesti. Ja, mi smo se vrnili, evo, sej pravim, še enkrat hvala publiki, težko nam je zdaj, prosil bi vse, tudi medije, da nam pomagate, da se ne razpademo, da enostavno verjamete v nas še naprej in da bomo mi to vrnili. Gospod selektor, je cilj zdaj v teh dneh, da ekipa gleda prvi polčas, drugi polčas nekako ločeno in da prvega pozabi pa na drugem gre? Ja, če lahko rečemo, ampak cilj je pripraviti ekipo na Belgijo, to je povsem drugačna tekma kot Španija in mislim, da te tekme sploh ne bomo gledali, niti jo ne želimo, da se ne vrnemo spet v težke trenutke prvega polčasa. Gospod kapetan, selektor je prejle dejal, bodite pozitivni, podprite nas, nismo zadovoljni. Je res tako veliko razočaranje v slačilnici po tem porazu? Ja, v bistvu moram se vrniti na prvi polčas oziroma na tisti odmor med polčasi. Enostavno smo bili razočarani, zato ker to ni Slovenija, to nismo mi, to niso naši karakteri. Ta prvi gol nas je enostavno presekal, ampak mislim, da smo drugi polčas pokazali, da znamo, da zmoremo proti eni vrhunski reprezentanci in moramo dvigniti glave in enostavno graditi optimizem na temu drugemu polčasu. Mislim, da tudi publika, jaz ne vem, moram jih pohvaliti, no, res enostavno izjemna atmosfera, res hvala jim vsem, ki so prišli v tako velikem številu, niso zaspali med polčasom, kajti bodrili so nas celo srečanje kljub temu, da pač nismo bili prvi polčas pravi. Ampak drugi polčas smo pokazali, določeni igralci so se sprostili, ta let je bil prebit in z optimizmom lahko gledamo naprej. Ste vi kot najbolj prekaljen v naši reprezentanci začutili v slačilnici pred tekmo, da je morda kdo malce preveč vznemirjen, kot bi moral biti? Pa ja, v bistvu, jaz sem probal pred srečanjem te določene mlade igralce spodbujati oziroma jih pripraviti na to, da je to pač, naj gledajo na to, da je to eno pač normalno srečanje oziroma da je to ena normalna tekma, da naj uživajo v tem, naj bo sproščeni, ampak mogoče podzavestno to niso bili. Potem so malo med polčasom dvignili glas, malo smo povzdignili glasove, tako da enostavno smo rekli, to ni Slovenija, to nismo mi, gremo se dvigant, gremo odigrati, gremo igrati prvo za sebe, potem pa za te fantastične navijače oziroma za celotno publiko, kajti še enkrat so pokazali, da futsal je priljubljen, da futsal je šport v vzponu, tako da res izjemno smo počaščeni, da je prišlo toliko število gledalcev na današnje srečanje. Seveda, ne smemo pa biti povsem neracionalni, nerealni, izvrstna reprezentanca španska. Kako ste jo vi doživljali? Ja, mi smo že pred srečanjem vedeli, da so to eni glavnih favoritov. Mislim, da v zadnjem obdobju, ne vem, če je bila tako kompaktnejša oziroma tako prepričljiva reprezentanca, če govorimo samo o Špancih, ne nasplošno, kajti sedaj imajo izvrstne posameznike, imajo driblerje, imajo dobre pivote, sidraše, imajo odličnega golmana, ki igra z nogo, to prej oni niso imeli. Tako da sedaj so res, mislim, da tudi oni sami najboljša reprezentanca, kar jih je Španija imela v zadnjih letih
Ampak ja, enostavno mislim, da je to dobro, da smo začeli tako, da vidimo, da znamo oziroma da se nismo predvsem drugi polčas predali, kajti bili smo, če lahko temu rečemo, v kanalu, ampak smo se dvignili in mislim, da je to tudi eno pozitivno gledanje na celotno srečanje današnje. V drugem polčasu prepirali žvanja z vaše strani, koliko je to spontano, koliko je to morda malo plansko, da tudi svoji igralce. Ja, v bistvu jaz sem prvi polčas začutil, da fantje niso pravi, da fantje niso na tem nivoju, da so premehki, da so mehkužni, če lahko temu tako rečem. In enostavno sem moral nekaj narediti. Mogel sem dvigati ekipo pač za ceno rumenega kartona, mogel sem dvigati jih, da so videli, da so šli za mano. Pač to je včasih tudi potrebno za ceno pač rumenega kartona, ampak mislim, da je bilo pozitivno, no, da je tudi publika se prebudila, da so igralci videli, začutili, da morajo tako igrati in pač enostavno to je en del, ki ga moram tudi jaz opravljati. Pa ne, v bistvu z mojega stališča gledano pač edina razlika je ta, da sem malo starejši, ampak po vsem drugem oziroma po vseh drugih scenarijih pa ponovno izjemno vzdušje, ponovno so ljudje dokazali, kot sem že rekel prej, da imajo radi ta šport, da obožujejo futsal, da je bila dvorana pač polna eminentnih gostov. Vemo, da kdo vse so bili na tem srečanju, kajti mislim, da je to tudi za nas fante ena velika spodbuda oziroma en pokazatelj, da fantje delamo v pravo smer, da futsal se dviguje, tako da kar se tega tiče, pač ni bilo neke velike razlike, razen potem gledano rezultatsko. Prvo tekmo smo 2018 igrali remi, sedaj smo izgubili, ampak imamo še 2 srečanja in vse je odprto. Sedaj moramo biti pametni, kajti čaka nas povsem drugo srečanje v ponedeljek. Ne, nismo. V bistvu pač pogledali smo samo to, kar smo se peljali na avtobusu, ampak bil je fokus na tem prvem srečanju, bil je fokus na Španiji. Sedaj imamo dovolj časa, imamo 2 dni, da pregledamo, da analiziramo, da se pogovorimo, kajti čaka nas povsem drugo srečanje. Dobra reprezentanca Belgije, kjer nam bo pustila sigurno posest, izjemni individualci, tako da čaka nas zelo težka tekma. Pri čestitkah? Jaz mislim, da ne. Dobro, vedeli smo ena težka tekma s Španci, ampak drugi polčas mislim, da smo odigrali ok. Se nekako kosali z njimi in jaz mislim, da je ena dobra popotnica za te 2 tekmi, ki pač jih vsi čakamo. Vedeli smo, da sta ti 2 tekmi naši tekmi in mislim, da tu moramo prevzeti vlogo favorita in pokazati, tako kot smo igrali v drugem polčasu, da se lahko kosamo z vsemi reprezentancami. Smo dobili občutek, da ste že iz slačilnice prišli s podrezanimi nogami ali ne? Mislim, osebno ne, ampak sigurno je tu nekaj fantov, ki še ni igralo takega evropskega prvenstva. Imamo zelo mlado reprezentanco in moramo jim dati čas malo, da spoznajo to, da vidijo, ampak jaz mislim, da so v drugem polčasu vsi pokazali fanti, da lahko igrajo, da so se sprostili in tako kot sem rekel, ena lepa popotnica za naslednjo tekmo. Ura še niti ni začela teči, pa je bilo že 1-0 za Špance. Vi osebno, kako ste to doživeli, kaj ste si rekli? Vemo, da Španci z temi voleji, pričakovali smo sigurno iz prekinitev, pripravljali smo se na to, ampak sigurno tam tisti prvi gol je zelo lepo zadev, bom rekel, mislim, da ni bilo dobene napake, ampak v drugem golu tisto pa se je videla ena mala napaka, preveč smo ga spustili v sredino in mislim, da je tisti drugi gol nekako prevesil tehnico na njihovo stran. Nima pa nihče toliko navijačev kot vi. Lepo so predstavljali vas zadetek. Ja, zelo sem vesel, da so se vsi moji udeležili tekme, tako da upam, da bojo vsi navijači še nas prišli podpreti v naslednjih tekmah. Mi bomo dali vse od sebe, da prijemo iz grupe. Tako kot sem rekel, te 2 tekmi sta zelo pomembni za nas, to smo vedeli že pred Evropskim prvenstvom. In ja, jaz mislim, da gremo z eno pozitivo naprej in na zmago naslednjo tekmo. Ljudi z majico Fidešek je bilo koliko? 25 vsaj na tribuni? Mogoče še več. Dolgo ste čakali, pa težko ste čakali tole uvodno tekmo Eura. Je bil spektakel kljub rezultatu na koncu za vas? Ja, sigurno.
Sigurno, jaz sem že igral 2018 tukaj v Stožicah, sem že malo pozabil, kak je bilo, ampak sigurno eno lepo vzdušje, vidi se, da je Slovenija spet stopila skupaj in so nas prišli podpreti. Zelo smo srečni, da je bilo toliko ljudi in tako kot sem rekel, upam, da se vidimo v naslednji tekmi spet. Je ta gol, vaš gol, dovolj veliko pozitivno znamenje za naslednji dve tekmi? Pa je, sigurno, pač moramo gledati, da drugi polčas smo igrali zelo dobro. Moram reči, da celo mogoče imeli v strelih nekaj več strelov na gol, tako da mislim, da je to ena dobra popotnica, da moramo vzeti drugi polčas si pogledati, igrati defenzivno, tako kot smo igrali in pripeljati tekmo nekako v našo koristno. Ja, težko pričakovana uvodna tekma Eura, niste sicer razpletala po vaših željah, na koncu ste sicer uspeli zatresti špansko mrežo, ampak vsi smo lahko videli, ne, zakaj so Španci eni od glavnih favoritov. Ja, definitivno se strinjam. Pač mi smo se zavedali njihovi kvaliteti, zavedali smo se, da reči, da je ta neki faktor dnevne forme definitivno zelo pomembna stvar, da ta nek prvi šut na tekmi, da gre po planu, rečemo, ni šel, pokazali so izjemno mirnost, izjemno kvaliteto, mi mogoče malo v krču, mogoče malo, nekaj bi rekel, pač hipnotizirani, da reči, za množico ljudi, ampak vedeli smo, da ne glede na razplet današnje tekme, da naše napredovanje je v naslednjih dveh tekmah, tako da tam definitivno bi na tem mestu pozval ljudi, da so z nami še naprej, da nam dajo to, pač mislim, da smo predvsem drugi polčas pokazali, da se lahko kosamo vsem in z nekim dobrim valom s pomočjo publike verjamem, da lahko v naslednjih dveh tekmah krivuljo obrnemo navzgor in na koncu se uvrstimo iz skupine, kar bi bilo uresničitev našega cilja. Kako bo težka ta zdaj naslednja proti Belgiji, prav zaradi tega pričakovanja? Ja, definitivno jaz mislim, da ni razlike v nobeni izmed tekem. Pač, dajmo reči, da recimo za Španijo je pritisk nekoliko manjši, ker so rezultatsko, dajmo reči, toliko uspešnejši na določeno število tekem, ampak proti Belgiji pa mislim, da to reprezentanca, ki je nam v meri, tako da tu se bo definitivno pritisk dvignil, mislim, da to je tekma, katero definitivno minimalno ne smemo izgubiti, da ne rečem zmagati in pa pač tu se bo pokazalo, kam sodimo, mi še naprej verjamemo vase, verjamemo, da lahko naredimo ta korak naprej na naslednjih dveh tekmah in pač pozivam ljudi še enkrat, da nam pomagajo pri tem.